pridemo malo razpihati. Jaz mislim, da se pogovarjajo o tem, kako bi nam dali na isti teden čim več testov in čim težje teste. Pol bi tudi mi imeli več dela, tako da smo sorazmerni s tem, kaj mi delamo in kaj damo učencem za delati. Tudi učitelji imamo pravila, koliko testov lahko damo na teden, ne? Tudi tu smo omejeni. In test damo, ko smo prepričani, da jih bo večina uspešnih. Iščemo znanje, ker nam neznanje prinaša še več dela. Učenci, ki so bolj problematični, tisti, ki pa so boljši, pa ponavadi malo manj. To bi mogli moja prejšnja razredničarka vprašati, če se pogovarjajo o meni, ker ne bi temu rekel na gaju, ampak tudi najbolj pridni sem bil. Predvsem si izmenjamo izkušnje, ker živahen otrok je lahko pri kom drugem drugačen kot pri meni in zato so te informacije zelo dobrodošle in iščemo metode, s katerimi bi mu lahko pomagali. Najverjetneje se ne pogovarjajo samo o nas učencih, ker ima vsak učitelj tudi svoje zasebno življenje. Lahko da se tudi kdaj pogovarjajo, da se bojo s katerim drugim učiteljem dobili na primer v soboto na kavi. Seveda. Tudi kakšen izlet, koncert. Tudi potovanje, na to smo že šli, tako da smo v bistvu, se ujamemo tudi v privat. Zdi se mi, da je vzdušje v zbornici zelo sproščeno, ker lani, ko smo imeli glavni odmor, je vedno učiteljica zamudila. Si kar ti v spredju. Zakaj si zamujala k pouku? Poskušamo biti točni, kolikor se to le da, je pa to živ sistem, v katerem se pač moramo prilagajati nekim sprotnim situacijam in včasih se pa tudi zgodi, da ne namenoma potem zamudimo. Kdaj smo pa bile na zadnje v zbornici? Mislim, da izkoristimo odmore bolj za stranišče kot karkoli druga.